Gledalke in gledalci, z nami je novo izvoljeni poslanec in sicer tudi generalni sekretar stranke Gibanja Svoboda, Matej Grah. Matej Grah, lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav in hvala za vabilo. V volilnem okraju Murska Sobota 2 ste pridobili 5414 glasov, kar je 33,76% po neuradnih podatkih še. Lani 21. maja pa ste postali generalni sekretar stranke Gibanja Svoboda. Kako to vpliva na vaše delo oziroma kako bi ocenili minula 4 leta in kaj pričakujemo od vas v prihodnjih 4 letih? Hvala za vprašanje. Res je, takoj po rezultatih, sicer še neuradnih, ker nekatere še čakamo, sem v prvih odzivih povedal ravno na nek način presenečenje, po drugi strani pa odgovornost in pa potrditev dela, ki sem ga v 4 letih opravil. Ko sem bil v vašem studiu v tem mesecu kampanje, sem ravno to poudaril. Ni potrebe, da si na najvišji ali pa v zakonodajni veji oblasti, da si poslanec. Marsikdaj lahko prispevaš k domačemu okolju, samemu razvoju, tudi projektom, ki se peljejo v okolju, tudi z katerih drugih funkcij. Jaz mislim, da je to na koncu potrditev tega in dokaz, da smo celotno Kokošjo glavo, torej celotno Prekmurje, tudi z Ljutomerom, seveda torej širši del, obarvali v modro. Je dokaz tega, da smo že kot mlada ekipa v 4 letih pripeljali ključne projekte, da imamo mladi vizijo, da vemo, kam želimo Prekmurje, Pomurje peljati. In jaz mislim, da ravno ta mladost, ravno ta pristop bomo v teh naslednjih 4 letih, ki zagotovo ne bodo isti, lahko nadalje peljali. Izpostavili ste mlada ekipa, kar je nedvomno res zelo mlada poslanska ekipa iz Pomurja ste, ampak je pa svojevrsten paradoks, da so mladi, če vzamemo celotno državo, volili drugače. Res je. To so kazale tudi evropske analize, ki smo jih imeli priča videti v teh zadnjih letih, da se mladina, predvsem mladi fantje, obračajo bolj v desno, medtem ko se punce, mlajše punce, obračajo bolj v levo. Zdaj, to je en trend, ki seveda, če bi ga bilo tako lahko rešiti ali nasloviti, bi ga seveda že. Je pa zato potrebno predvsem delo z ljudmi. Jaz si bom prizadeval, da kljub temu, da uradno več nisem predstavnik mlade generacije, po zakonu imamo to do 32. leta, si bom prizadeval, da bom ravno v tem mandatu več pogovorov naredil z mladimi. Jaz mislim, da če z iskrenim pristopom prideš do mladega predstavnika, če se pogovarjaš o aktualnih izzivih, pa ne samo v Sloveniji, ampak geopolitičnih svetovnih izzivih, potem lahko tudi to mentaliteto nekako obračaš. Ključno vprašanje za mlade je, kje bodo dobili zaposlitev. Država mora poskrbeti za socialno stabilnost, torej od izobraževanja in potem tudi do zaposlitve. In kar je najbolj pomembno in kar bomo v tem mandatu ključno naslovili, to je stanovanjska politika. Zagotovili smo sredstva, zdaj je pa pomembno, kako bomo ta stanovanja, ki jih država zgradi, tudi razdeljevali. In če smo danes po trenutni zakonodaji 90% stanovanj delili predvsem socialnim primerom, bomo ta sistem zdaj obrnili in 90% stanovanj, vse, ki se bo zgradila, mora iti mladim družinam in s tem seveda omogočiti njim dostojno življenje. In s tem prideva do naslednjega vprašanja. V volilni kampanji ste izpostavili velikokrat domače kraje in vaše korenine v Pomurju. Kaj si želite za Pomurje? Stanovanja sva pravzaprav omenila. Vedno znova govorimo, da je treba poskrbeti za to, da bodo delovna mesta z dodano vrednostjo, da mladi ne bodo odhajali drugam ali pa celo čez mejo. Nekaj se dogaja že v Lendavi, nekaj stanovanj se že gradi, v načrtu so še nova stanovanja. Se pravi, da stanovanjskega manjka na nek način ne bi smelo biti. Problematično je, oziroma svojevrsten paradoks je, da je razpisanih dovolj odprtih delovnih mest,
a še vedno govorimo o brezposelnosti. Kje je ključ, da rešimo ta gordijski vozel? V teh 4 letih smo se sistemsko lotili ravno tega izziva. Jaz sem vesel, da se prvi koraki vidijo, nekaj ste jih sami našteli, od rekordnih investicij v Sandoz do gradnje stanovanj v Lendavi, tudi v bližini Murske Sobote. Ampak veste, začne se pri izobraževanju, začne se pri tem, da ustvarjamo kvalitetno okolje za mlade, ne nazadnje, da se bodo najprej učili v domačem kraju, da bodo dobili, kot smo zdaj v tem mandatu zagotovili, z naslednjim šolskim letom, izobraževanje za farmacevtskega tehnika na gimnaziji Murska Sobota. Ne bi si upal trditi, da bomo v tem mandatu že uspeli tudi z univerzitetnim, ampak zagotovo mora biti to eden izmed ciljev. Tudi sam sem študiral izven Prekmurja, študiral sem tudi izven Slovenije, ampak na koncu sem se vrnil. Zakaj? Ker sem ugotovil, da takšno kvaliteto življenja, kot ga imamo v Sloveniji, če še s politikami to podkrepimo, da imamo možnost dostopa do stanovanj, da si lahko ustvarimo družino v enem normalnem, zdravem okolju, zdravem jedru Evrope, potem mislim, da to prevlada tudi na tem, da imamo kakšnih 100 evrov več kje drugje. In da, v tem mandatu, v prvem mandatu smo poskrbeli za socialno stabilnost, zdaj moramo poskrbeti za gospodarstvo, za to, da bodo podjetja dobila pomoč, tudi strukturno omogočati delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. To je naša naloga. Poleg Sandoja v Lendavi se obeta nova proizvodnja tudi v Gornjih Petrovcih in ponekod govorijo, da si pravzaprav želijo, nekateri pa tudi ne tujih lastnikov, ampak delovna mesta z dodano vrednostjo. Pravzaprav lastništva niti niso tako zelo pomembna, kajti Sandoj je konec koncev tudi švicarska firma. Res je. V Sloveniji nimamo nažalost še tako velikih korporacij, da bi lahko same zadeve peljale oziroma tudi razvijale naprej svoj razvoj. Imamo pa majhna in srednja podjetja, ki to znanje, ker naša država ravno temelji na znanju, imamo visoko izobražene kadre, ampak jim moramo omogočiti taka delovna mesta, da jih ne bodo večje korporacije potegnile v tujino. In imamo, zato je potrebno določene sheme pomoči, tudi finančne, takim majhnim in srednjim podjetjem spostaviti, okrepiti ta del gospodarstva in potem bomo zagotovo mladi razmislili, da bomo tudi ostali. Jaz ne vidim nobenega problema v tem, da tuje podjetje, tuje korporacije vlagajo v naše okolje, namreč na koncu vlagajo v to okolje, ki se potem posledično razvija. Še bolj pomemben podatek pa je, zakaj vlagajo v to okolje. Zato, ker smo zmožni ustvariti gospodarsko okolje, ki je mamljivo tudi za takšna podjetja. V enem izmed časopisov so vas opisali kot političnega analitika, stratega z obširnim znanjem o domači in evropski politiki. Tudi kandidat na evropskih volitvah ste že bili, tako da lahko rečeva, veste, o čem govorite. Kajti Pomurje v celoti, mislim, Prlekijo, Prekmurje je Pomurje, smo nekakšna butična krajina, kjer bi se lahko veliko dogajalo, pa se ne. Velikokrat ljudje to sprašujejo, ali nismo dovolj motivirani, ali se preprosto ne da zaradi kakšnih drugih sistemskih izzivov. Jaz bi dal tu 2 poudarka, pa bom verjetno malo tudi kritičen. Zakaj sem se odločil za kandidaturo na evropskih volitvah? Ne zaradi bajne plače, ki so marsikateri mislili, ampak zato, ker naš del, vzhodna Slovenija, nikoli v zgodovini Republike Slovenije, odkar smo v Evropski uniji, ni imela tam predstavnika. Veste, imeti predstavnika v Evropskem parlamentu je lahko, če le-ta želi biti aktiven in želi pomagati domačemu okolju, zelo velika dodana vrednost. Ne nazadnje odpira vrata, ima različni socialni kapital. Jaz sem vedno bil dosegljiv in vedno bom za vsakega, predvsem pa bom delal za vse ljudi. In verjamem, da enim takim korakom v prihodnosti, da dobimo svojega predstavnika v Evropskem parlamentu, ampak zato bomo mogli tudi Pomurci stopiti skupaj, ko pride do volitev. Zdaj, kar se pa tiče samega vpliva in zakaj ne stopimo skupaj. Veste, v Sloveniji danes imamo še vedno 212 občin, velika razpršenost, župani so tudi različnih nazorov. In mislim, da vloga nas poslancev, tako kot je to delala Sara Žibrat v tem mandatu, tako kot je to delal tudi kolega Damjan Zrim iz SD-ja, povezati župane, oziroma poslanci morajo povezati župane, ki pokrivajo tisto območje, z katerega so izvoljeni. Samo na ta način z dialogom, tudi med občinskimi projekti, pripravo skupnih dokumentacij lahko
naredimo tako za turizem, kot za gospodarstvo, kot za šport in za ostala področja marsikaj. To se pravi, če se vrneva zdaj malce na te volitve in že v začetku rečeno, da ste zelo mladi poslanci. V tem leži neko upanje. Se pravi, da ljudje so prepoznali z tem, ko so vam zaupali še nadaljni mandat, da delate dobro. In kakšen je vaš pogled v prihodnost? Nekako se mi zdi, da se včasih pred volitvami oziroma volilnih kampanjah velikokrat vračamo v neke pretekle ideologije oziroma v čase, kjer bi lahko rekli, ok, pustimo zdaj to, naj stroka razišče, kako je bilo in potem bomo potegnili zaključke. Živimo vendarle v letu 2026 in živeti je treba naprej. In ta svet pravzaprav se mora graditi na tem, oziroma tudi politika mora graditi na tem, ne tudi, predvsem politika mora graditi na tem, da zagotovi varen in lep prihodnji svet mladim oziroma mlajšim generacijam. Če sem kot študent politologije tako v Sloveniji kot tudi v Španiji kaj pogrešal od leta 1991 in mislim, da je padalo vse do danes, je to politična kultura. Jaz verjamem, da smo mladi tisti, ki moramo to politično kulturo graditi, predvsem pa naj se sliši tako, tudi kdaj postavljati ogledalo in zgled, kako se to vodi. Jaz mislim, da vsi tisti, ki so me spoznali skozi ta 4 leta v aktivni vlogi v politiki, tisti, ki me tudi spremljajo na socialnih omrežjih, vidijo, da se predvsem osredotočam v pozitivno energijo. Osredotočam se v prihodnost, želim jasno vizijo. In ne, tudi v kampanji nisem obljubljal stvari, ki so neuresničljive, ampak sem govoril o stvarih, ki res verjamem, da se morajo zgoditi. Ena izmed takih zadev je zagotovo vzhodna soboška obvoznica, imamo gradbeno dovoljenje, počakajmo na pravnomočnost, jaz sem prepričan, da bomo v začetku poletja že imeli izvajalca. Potem je naloga nas, vseh pomurskih poslancev, da ustrezno v proračun vsako leto umestimo dovoljšno količino sredstev, da bo le-ta čez dobre 2 leti do 3 let tudi narejena. Ena izmed zadev, ki mene osebno seveda zaznamuje, bolezen, o kateri sem tudi spregovoril v tej kampanji, torej o hemofiliji. Veste, ogromno časa sem preživel v splošni bolnišnici Murska Sobota, tudi kot mladostnik, tudi predvsem kot otrok. Zato sem ponosen na čisto vsako investicijo, ki smo jo v tem mandatu več kot 30 milijonov vložili v to bolnišnico. Še bolj sem vesel, da so zdravniki tisti, ki so veseli, ko dobijo novo, moderno opremo, da lahko hitreje delajo, učinkovite delajo. In v naslednjem mandatu lahko povem, da se bom zelo zavzemal za to, da bo dotrajana pediatrični oddelek bolnišnice tudi dobil ustrezna sredstva za prenovo ali pa mogoče za kaj več. In to so eni taki projekti, ki, če osebno verjameš v njih, verjemite, moj moto je vedno vse se da in vse se zmore. In verjamem tudi, da se nekako strinjamo na tem, da je zgodovina učiteljica življenja, to je vsekakor res. Ja. Ne veljajo pozabiti oziroma potisniti nekam kamorkoli pač že, ampak graditi na nekih zgodovinskih dejstvih pa ni realno v današnjem času. Še večji problem tega, da pozabljamo na zgodovino in da si včasih ne pogledamo, se sami vidimo na vsake toliko desetletij se ponavljajo grozote po svetu, nič se ne naučimo očitno z teh vojn oziroma ne dovolj, ampak bolj kot to, da pozabljamo, mene osebno kot mlajšega predstavnika politiki moti potvarjanje zgodovine. Torej ustvarjanje svoje zgodovine, vemo, iz kje to prihaja in tudi ni potrebe dodajati, na koga leti ta kritika, ampak ta del je še toliko bolj pomemben in še toliko bolj pomembno, da potem se zgodovine dejansko učimo, da si jo zapomnimo in da jih ne ponavljamo. Matej Grah, kaj bi si čisto osebno želeli za prihajajoča 4 leta v Državnem zboru? Predvsem si želim, da bo ta energija, ki sem jo čutil od leta 24 evropskih volitev, ki sem jo čutil vsak dan do državnozborskih volitev in ki jo čutim zdaj po prvih parih dnevih po državnozborskih ostala v Prekmurju. Torej, da vedno, ko bom prišel domov, bom slišal tudi kritike, da bom slišal, kaj si ljudje želijo, ampak da bom slišal tudi kakšno pohvalo. Jaz verjamem, da je vloga in naloga nas politikov, da zastopamo vse ljudi, tudi tiste, ki nas kritizirajo, tudi tiste, ki so včasih sovražni, ampak ko naredimo določen projekt, ko pripeljamo nek razvoj v naše okolje, želim, da to ljudje
vsaj cenijo in da se lahko s tem, ko ga uporabljamo, tudi vsi poistovetimo. In nastavek, ki ste ga povedali in se mi zdi tudi pomemben, več politične kulture. Se strinjam. Matej Grah, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam. Spoštovane gledalke in gledalci, v naši družbi je bil novo izvoljeni poslanec stranke Gibanja Svoboda Matej Grah.